Toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na zboru članov društva. Še posebej pa me veseli, da se vse našemu povabilu odzvali oziroma odzvale gospa direktorica občinske uprave Brežice, gospa Irena Rudman. Kakšne zafrkancije, tak lep, prijeten čas. In vse to bomo danes preživeli in poživeli še enkrat tudi vsi mi. Danes se bomo učili, ker nas čaka zanimivo predavanje, potem bomo delali, speljali bomo v občni zbor, potem se bomo tudi družili in bomo se tudi malo razigrali. Kulturni program so nam namreč pripravili učenci, bogato društveno življenje, čez 200 društv, tako da se moramo kar malo razporediti na teh obveznostih. Jaz imam danes še eno, zato sem prosila prej za besedo. Hvala za povabilo. Vedno se radi odzovemo na take dogodke na občini Brežice. Lepo pozdravljam vse, ki ste se danes kljub temu lepemu vremenu udeležili tega dogodka, vaše predsedstvo, vaše goste. Tako, zdravje je naša največja vrednota, kot radi rečemo prevečkrat, pa se mi zdi, da to ostaja samo na papirju, dokler, kot je že rekla vaša predsednica, to bolezen ne potrka na naša vrata in potem se zavemo in moramo nekaj ukreniti. Zdaj, prvo je tisto klasično zdravljenje, ampak se mi zdi, da verjetno enako pomembno je pa pri tem bolezni tudi to, da imate neko skupnost, na katero se lahko obrnete, da izmenjate mnenja, težave, nasvete, da se družite, da se kaj novega naučite in bolnišnica Brežice je res vse pohvale vredno gnezdo številnih zdravstvenih društev v naši občini, tako tudi vašega in smo je to zato tudi mi v občini izredno hvaležni. Ko sem malo brskala danes po spletu, jaz hvala Bogu še nimam te osebne izkušnje v družini, sem bila res kar začudena in tako presenečena, da imamo toliko bolezni te v Sloveniji, da vrščamo se celo v svetovni vrh po številu obolelih.
Tako da so dejavnosti, ki jih izvaja vaše in vsa društva tega tipa v Sloveniji izredno pomembne. Se pravi, združevati člane, ki so se že soočili, predvsem pa enako pomembno tudi osveščati ljudi, ki se s tem še niso srečali, da z načinom življenja po svojih močeh tudi sami pripomorejo k temu, da se ta bolezen pri njih ne pojavi oziroma da se pojavi čim kasneje. Zaskrbljujoče je tudi to, da pri otrocih že opažamo veliko pojavnosti te bolezni, kar vsekakor tudi očitno pripomore način življenja in ta način prehranjevanja, ki se mu očitno ne moramo izogniti. Tako da hvala vsem vašemu neutrudnemu predsedstvu, predvsem in vsem vam članom, ki vztrajate. Videla sem, da je to društvo tudi ena najstarejših v Posavju, zelo spodbudno število članov ima v naši občini in širše v Posavju, ker povezujete Posavsko, tako da upam, da boste vztrajali. Zdaj, kot sem že rekla, na občini Brežice izredno pozdravljamo vse te aktivnosti in se trudimo, kljub temu, da smo primorali zategovati pas že par let zapored, nekako hranjati finančno podporo, ki jo zmoremo v okviru proračuna tudi za društvene dejavnosti, tudi na področju zdravstva in sociale. Tako da tudi letos smo že imeli razpis, vaše društvo se redno prijavlja na naše razpise. Po prijavljenih programih je vidno, da res se trudite na različnih področjih delovati, tako na ravni predavanj, na ravni nekih večdnevnih dogodkov, na ravni organizacije različnih srečanj, ki so sigurno tudi dobrodošle za vse člane, tako da jaz verjamem, da bodo te programe tudi odobreni. In kot sem že rekla, kljub temu, da na vseh možnih način zategujemo pas, sem izredno vesela, da vam danes tukaj povem, da na tem področju nismo zmanjševali sredstev, celo malenko smo jih povišali za zdravstvene programe in upam, da bo res, verjamem in prepričan sem, ta denar zelo učinkovito porabil. Zdaj, dolga leta smo govorili o bolnišničnih okužbah kot o okužbah, ki se zgodijo v bolnišnici, ampak zdaj vemo, da se to ne dogaja samo v bolnišničnem okolju, ampak je bolje govoriti o okužbah, ki so povezane z zdravstvom. Kajti, kjerkoli pridete v stik z zdravstvom, bodi si, da delajo kakšne diagnostične postopke ali zdravljenje, ali da čakate v čakalnici, kjerkoli pridete v stik z možno okužbo, lahko se ta okužba zgodi. Zaradi osnovne bolezni, potem pa se zgodi, da dobite vročino ali kakšne druge znake okužbe. In seveda, pomembno je, da teh znakov nimate ob sprejemu, do njih pa pride po 48 urah. Se pravi, če tretji dan zbolite z temperaturo ali z nekim drugim znakom okužbe, je to bolnišnična okužba. Pomembno je tudi, da ni bolnik ob sprejemu v inkubacijskem obdobju in so tudi izjeme od tega pravila. To poročilo bo še najkrajše, ker je tretja. Poročilo nadzornega odbora za leto 2015. Nadzorni odbor je v skladu z društvenimi pravili in pooblastili redno spremljal delo in poslovanje društva diabetikov Posavje. Člani nadzornega odbora so bili prisotni na vseh sejah upravnega odbora, tako da so bili seznanjeni vsemi nalogami in aktivnostmi društva. Na sejah so se sproti podajale informacije o aktivnostih, denarnih tokovih in finančnem stanju društva. Nadzorni odbor je opravil pregled finančno-materialnega poslovanja in vodenja poslovnih knjig ter dokumentacije na seji 10.3.2016. Ugotovljeno je bilo, da finančno poslovanje poteka skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.